Spremljali smo dva popolnoma različna polčasa. V prvem polčasu prevlada Celjanom, v drugem polčasu ste vi prevladovali, na koncu lahko rečemo zaslužena zmaga. Ja, pravilna ocena. Prvi polčas se nekako nismo znašli po tem visokem presingu Celja. Imeli smo veliko problemov, na srečo proti koncu prvega polčasa zadeli in mislim, da je ta gol potem v drugem polčasu preobrnil potek srečanja. Celje ni več igralo tako agresivno oziroma ni več tako visoko stiskalo in nekako smo našli proti igro in v zadnjih 10 minutah potem še mogoče pustili iz rok malo večjo zmago. Kateri so bili tisti glavni napotki, da smo v drugem polčasu videli popolnoma drugačno predstavo vaših fantov? Ja, mislim, da nas je Celje malo presenetilo na začetku z visokim presingom. Fantje so hoteli izigravati iz zadnje linije, kar smo se nekako dogovorili pred tekmo. Ampak to je še tisto, kar se moramo naučiti. Če te nasprotnikova ekipa napade z 5 igralci spredaj, potem ne bo žoge iznesla, potem je najboljša dolga žoga. Ampak bomo še naprej zagovarjali to igro do zadaj in mislim, da nam bo v naslednjih tekmah potem boljše uspelo. Naslednji teden vas čaka gostovanje v Kidričevem. Kako se boste pripravili na to tekmo? Ja, pripravili kot na vsako drugo. Z njimi smo igrali pred 14 dnevi, tako da se dobro poznamo. Je pa Aluminij zelo težak nasprotnik na svojem igrišču. Kaj je bilo narobe v drugem polčasu, da niste igrali tako kot v prvem? Ja, po odličnem prvem polčasu, kjer smo se ustvarili veliko priložnosti, je nas gol presekal. Potem menjave v drugem polčasu niso naredile svoje, res smo v zadnjih 10-15 minut igri malo padli. Ne glede na to, mislim, da smo bili vsaj 60-70 minut boljši nasprotnik, žal pa nismo zadeli in zato zaslužena zmaga Rudarja. V zadnjih 4 tekmah niste dosegli niti enega zadetka. Kaj oziroma kako boste spremenili to v naslednjih tekmah? Ja, čaka nas veliko delo, res fantje so, ne glede na to, da nismo dosegli zadetka, odlično igrali po en polčas, tako Kopru, celo tekmo v Triglavu, tudi danes 60-70 minut, tudi z Domžalami ni bila slaba tekma, to da je realizacija tista, ki peša. Odhod Bezjaka se nam res kar močno pozna, drugi fantje pa niso izkoristili svoje priložnosti zaenkrat. Naslednji teden vas čaka tekma proti Gorici, morda vaš komentar? Ja, tako kot vsako tekmo bomo šli na zmago, poskušali bomo zmagati. Je pa seveda to zdaj po tej neučinkovitosti za nas izredno pomembna in izredno težka tekma.